močno naj žarijo, prihaja Božiček s svojo kočijo. Postavimo jelko, jo spet okrasimo, prižgemo vse lučke, ko še bodo mimo. Prinaša darove in ima sporočilo. Ljubezen je naše največje darilo. Dragi zbrani, lepo pozdravljeni na tradicionalni božični predstavi in koncertu v Služevcih. Danes nam bodo večer zopet popestrili pridni Božičkovi škratki in pa vokalna skupina Oslušarji. Lani je uspelo Božičkovim škratkom zadnji minuta dokončati vsa darila in jih pravočasno dostaviti otrokom. Letos pa bomo videli, kaj počnejo škratki po Božiču. A preden nam bodo navihani škratki narisali nasmešek na obraz, vabimo na oder vokalno skupino Oslušarji. Pravijo, da je ljubezen, kakor močne reke tok. Pravijo, da je ljubezen, kakor mavrični obok. Pravijo, da je ljubezen roža, ki cveti zato, da bi z njo obdaril brata, s cvetjem svegel mu v roko. Jaz pa pravim, da ljubezen je srce, ki krhko je. Jaz pa pravim, da ljubezen sanje so, ki iščejo. Jaz pa pravim, da ljubezen dlanje, ki želi dlani. To je roka, ki pomaga, da oprimeš sejati. Ko te noč zagrne temna, ko se pot pretežka zdi, misliš si, da zdaj ljubezen le pri srečnejši živi. A zapomni si, da zima, čas brez sonca se ne zdi. Saj pomladi suhe veje, spet se vrtnica rodi. A zapomni si, da zima, čas brez sonca se ne zdi. Saj pomladi suhe veje, spet se vrtnica rodi.
pravi čas. Vse rešili. Tišina! Zadnji čas, Ja pa, tišina! Ja Smo pa, vsi! ja pa joj, povej Janez Hiter, oziroma Hiter, kaj je? Dragi prijatelji škratki, situacija je taka. Božiček je pred 5 minutami in 36 sekundami odletel na počitnice z svojo gospo Božičko in škratkom Rudolfom. Nam pa je naročil naslednje. Počasi, Janez Hiter. Kam je šel Božiček? Ja kam? Na počitnice. Nam pa je dal točno določeno navodila, kaj moramo do takrat početi. Sploh mi nisi odgovoril na vprašanje, kam je šel Božiček na počitnice. Kako dolgo pa bodo ostali? Je destinacijo izbrala gospa Božiček, že leta in leta govori, da bi rada šla na Maldive. So šli z novimi ali starimi sanmi? Ali s helikopterjem? Koga pa zadolžil, da bo na mesto gospe Božičke kuhal? Tipično škratki. 100 vprašanj, od tega 99 nepotrebnih. Ti mi raje povej, kdaj se vrne, da vem, da lahko organiziram zabavo. Matic, strojnik, zabave ne bo, ker so potem samo težave. Dal nam je točno določeno navodila, kaj moramo delati do takrat. Pa joj, Janez Hiter, seveda zabava bo. Po 150 letih gre Božiček na dopust. Pa to moramo ja izkoristiti. Matic Strojnik, zakaj misliš, da je Božiček tako dolgo čakal s počitnicami? Si pozabil tvojo zadnjo zabavo, ko Božička ni bilo doma? Božiček se je moral vrniti s počitnic 10 dni prej. Ja, in takrat nam Božička cel mesec ni kuhala kakava. Golo mleko smo mogli piti. Joj, to je bilo grozno. Pa saj ni bilo tako hudo. Sicer pa sem zdaj bolj odrasel in bolj resen. V vseh teh nekaj letih se nisi zresnil niti za zrno sladkorja. Čakajte, Božički, škratki. Zakaj je taka tišina med našim pogovorom? Nihče ne paničari, da ni Božička. Ja, Ivanka Šivanka, nihče ne paničari, da ne bomo pravi čas dokončali vseh daril. Res je, nihče ne paničari, da moramo takoj začeti delati in pospravljati. Kje je Oskar Hoblič? Ja, čakajte, zdaj pa dovolj, krščen jelenček. Boste me zmogli poslušati vsaj 5 minut? Oprosti, Janez Hiter, seveda te bomo, izvoli, povej. Božiček je poslal Oskarja Hobliča v gozd po les in ga naslednjih 14 dni ne bo. Saj veste, ni vseeno iz kakšnega lesa se izdela igrača. To pomeni, da dobimo nadomeščanje. Upam, da pride Tinka Šminka. Ona ima tako lepe, dolge, špičaste ušeska. Prečudovita je. Janez Hiter, daj no, povej, kdo bo nadomeščanje? Joj, iščem. Sam sekundo. Pa če me ta naprava jezi. In Božiček ni napisal na papir. In če bi napisal, bi vam že davno lahko povedal. Sedaj pa moram iti tu pod nadomeščanje. Delavnice, nadomešča ga škratka. Jaz sem nadomeščanje, zdravo vsem skupaj, ime mi je Katka. Koga pa sploh nadomeščam? Vse mi je Božiček dom list, ampak sem ga vse te zmedi izgubila. Ja, Oskarja Hobliča, našega glavnega izdelovalca lesenih izdelkov. Katka, pa kaj se ti spoznaš na vsa ta orodja od našega Hoblička? Seveda se. To je kladivo. To pa je mašina za risanje po lesu. Vidite, vse poznam. Čakaj malo, saj že vem, kdo si. O tebi smo slišali že nešteto zgodb.
Ah, v vseh zgodbah pretiravajo. Večina jih sploh ni res. Ivanka, Šivanka, reci, da to ni res. Reci, da nas ni doletela tista Katka. Ja. Jana Smetana, ja. Nadomeščanje je Katka. Katka Neroda. O, ne. Jaz dam odpoved. Slišal sem, da je v sosednji delavnici uničila čisto vse računalnike. Aha, samo en računalnik je bil. Jaz tudi dam odpoved. Vsaki teden moram zakrpati najmanj 10 majic, ki jih uniči. Niso vse moje. Lani je za rojstni dan Simonu Škratko tiskarjo podrla 3-nadstropno torto, ki sem jo pekla celo noč. Tinka Šminka mi je nastavila nogo in sem padla. Ni bilo za nalašč. Dragi prijatelji Škratke, tudi meni ni najbolj prav. Ampak Božiček že ve, kaj dela in kaj je najboljše za nas. Sicer pa, če bi me vsaj malo poslušali, bi lahko vedeli, kaj nam je Božiček sploh dal za navodila. Ja, dobro, no, Janez Hiter, povej nam že, saj vas poslušamo. Če me ne poslušate, pa Božiček ni napisal na list, kot ponavadi, modernizacija mora biti, je rekel. Sedaj pa ne vem, predvajati tega posnetka. Daj, Matic, strojnik, pomagaj mi. Ti pomagam, ampak če lahko organiziram zabavo. Ne, zabave ne bo, ker so potem sami zaplete. Kaj pa, če bi povabil samo Škratke z naše delavnice? Ja, to si rekel tudi pred 150 leti, pa na koncu je prišla cela vas. En mesec smo rabili, da smo vse skupaj popravili in pospravili. Potem pa ti ne bom pomagal. Lahko pa ti jaz pomagam. Vem, kako se dela s tem. Joj, Katka Neroda, ne bi, hvala lepa. Kar tu, bom rejši sam, ve? No, Katka Neroda. Mogoče pa bi bil pomale že čas, da greš v pokoj, Janez Hiter. Potem pa bomo dobili novega šefa, malo bolj naprednega. Ni res, Janez Hiter, jaz bi te pogrešala. Prinesi sem, bom ti jaz pomagala. Saj vem, hvala, ampak sem že sam. Zdaj pa stopite bliže, da boste videli in slišali. Tudi letos nam je uspelo obdariti vse otroke tega sveta. Dragi moji Škratje, brez vas mi to ne bi uspelo. Z gospod Božiček in Rudolfom smo se odločili, da si bomo letos privoščili nekaj dni dopusta. Odpotovali bomo na sam jug Finske. Rudolf bo obiskal prijatelje, jaz in gospa Božiček pa si bova privoščila kako savno in sprehode v naravo. Seveda pa bom tudi ribaril, saj veste, kako me to razveseli. Gospa Božiček pa bo lahko končno v tem času prebrala kakšne kuharske knjige. V tem času, ko pa me ne bo, pa sem Janezu Hitremu predal točna navodila in naloge, ki jih morate opraviti. Na to pa si tudi vi privoščite nekaj dni oddiha, saj ko se vrnem, se bo delo spet pričelo. Bodite pridni in poslušajte Janeza Hitrega. Lepo vas pozdravljam. Skoraj bi pozabil. Vinko Vijačnik je prav tako odšel na potovanje. Odšel je v daljno Kanado. Šel je razširiti svoja obzorja, da bo lahko moderniziral izdelovanje igrač. Vinko Vijačnik vas prav lepo pozdravlja. Moji Škrati, lepo vas pozdravljam. Matic strojnik, ti pa tokrat brez zabave. No, si slišal? Zabave ne bo. No, sedaj pa samo, da vam razdelim te naloge, ki so naslednje. Joj, Jana Smetana, ti moraš vsako jutro
pripraviti zajtrk za vse škratke. Gospa Božička ti je dala ključ od njene shrambe, izvoli. Wow, sploh ne morem verjeti, kakšno zaupanje gospe Božičke. V shrambi hrani vse sestavine in vse knjige, ki jih uporablja. Še jaz ne znam toliko dobrega s pečnim pripraviti kot gospa Božička. Jana Smetana, seveda znaš. Nisem še videl otroka, ki ne bi bil zadovoljen s tvojimi bombončki. Ali pa s tvojimi slastnimi čokoladicami. Hvala, Matic Strojnik in Katka Naroda. Obljubim, da vas ne bom razočarala. Obljubim, da bom naredila prav tako dober zajtrk kot gospa Božička. To sploh ne dvomimo, Jana Smetana. Janez Hiter, kaj pa je moja naloga? Samo trenutek, Ivanka, Šivanka. Ti pa imaš nalogo, da zakrpaš Božičkovo obleko za raznos daril in pa nekaj nogavic. Obleka. Naj me pingvin brcne, pa tu je najmanj 100 parov nogavic. Ali Božiček preluknje vse nogavice? Ja, Ivanka, Šivanka, pa to je za tebe ja mala malca. Naslednji, Matic Strojnik. Repci. Ti pa imaš nalogo, da posodobiš vso programsko opremo na vseh računalnikih. Janez Hiter. To jaz naredim z levo roko. Z desno pa lahko pripravljam zabavo. Ti lahko povedim vic, oziroma veš, kako je nastal tale tablični računalnik? Ne vem. Kako? Poslušaj, bil je en škratek Chucky Norris in je imel prenosnik in je udaril po mizi z njim in je nastal tablični računalnik. Joj, Matic Strojnik, zelo smešno. Sem le upal, da bo enkrat kaj pametnega prišlo iz tvojih ust. Dober je bil. No, gremo dalje. Kje sem ostal? Tu na koncu. Oskar Hoblič. Katka Neroda. Tvoja naloga pa je, da pripraviš prostor za novo pošiljko lesa. A bo šlo? Ja, seveda. Torej moram samo izprazniti police in pomesti. Oj, ne Katka, tukaj mora biti prostor za celo deblo in za veje, ne za izdelane igrače. Katka Neroda, to je isto, kot da bi hotela spraviti slona noter v hladilnik. Saj to vendarle ne gre. Ja, nisem vedela. Moram vam povedati, da sploh nimam pojma, kaj moram tukaj delati. Vedno dobim neko drugo delo. Vedno samo nadomeščam. Sploh še nisem dobila priložnosti, da bi se kaj naučila. Najraje bi kar odšla. Ja, tako je. Odšla bom s severnega tečaja. Ja, ne boš, veš. Božiček je rekel, da moraš ostati z nami, dokler se ne vrne Oskar Hoblič. In njegovih navodil ne smemo prekršiti. Res je, oprosti Katka Neroda, nisem tako mislila, nikar ne odidi. Katka Neroda, mislim, da je čas, da ti nekdo da priložnost, da se naučiš delati. Mi vsako leto poslušamo Oskarja Hobliča, ki pripoveduje, kaj vse dela in kako. Katki lahko pomagamo in ji svetujemo. Kaj pravite, škratki? Prav imaš, Ivanka, Šivanka. Katka, pomagali ti bomo. Kaj ne, Matic Strojnik in Janez Hiter? Tako je. Katka, prišla si v ta pravo delavnico, ker tukaj škratki držimo skupaj. Je tako, Janez Hiter? Ja, no, držimo skupaj. To sicer niso Božičkova navodila, tako da ne vem. Janez Hiter! Joj, potem pa naj vam bo. Ampak to pomeni, da gremo na delo takoj, ker drugače ne bo časa za vse. Saj ne morem verjeti. Hvala vam, škratje, ne bo vam žal, da mi boste pomagali. Jaz se bom vse priučila. Zdaj pa hitro pojdimo. Najraje bi kar zapil in zaplesal!
Božji nam je rojen sin, radujmo se. K nam je prišel iz višin, veselimo se. Iz prečiste Deve, Rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. iz prečiste Deve, Rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Davno že prerokovan, radujmo se. Bili je zagledal dan, veselimo se. iz prečiste Deve, Rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. iz prečiste Deve, Rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Glej, zvezdice Božje migljajo lepo, odprto široko je sveto nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo viti. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Obljuba predavna postala je res, zveličanje rojen ljudem iz nebes. Pri ubogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli ponižnost uči. Pri ubogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli ponižnost uči. Presrečni ljudje so, ki njega dobi, z nebeško tolažbo jim polni srce. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca.
napravi sodeč, so vsi upravili dano navodila. Ampak, kje pa so sedaj vsi? Če pa smo se zmenili, da pridemo nazaj, ko bo do konec. Mogoče pa je spet ta naprava me jezi. Mogoče pa bi jo lahko s tem malo popravil. Janez Hiter, ja, kaj počneš? Ja, nič, samo ključ sem gledal tu malo. Ja, kaj pa če imaš ti tako veliko buško na čele? Ja, nič. Prej sem vzel en piškotek, Jani Smetani, pa mi je vrgla paradižnik v glavo. Paradižnik? Pa daj, no, od paradižnika pa ja ne dobiš take buške. Ja, paradižnik je bil v konzervi. Od tega pa lahko dobiš tako buško. Zaslužil si, kaj pa me jeziš? Pa joj, Jana Smetana, či pa si tako lepa, ko se smehljaš. Poslušaj, imam en vid za tebe, a ti lahko povem? Ravno pravšnji za tebe je. Nekaj ohrani. Povej. Gresta dva krompirja po cesti. Enega povozi avto, potem pa mu drugi reče, pridi, greva naprej, pire krompir. To ti pa vela, ne? Vidiš, Katka Neroda. Vidiš, Katka Neroda, tako se napelje igla, s katero si potem lahko sama zašiješ vse luknje na majicah. Hvala, Ivanka Šivanka. Od zdaj naprej si bom sama zašila vse luknje. No, potem pa, če smo sedaj vsi, pa lahko začnemo z sestankom. Tako je, prva točka, kdaj bo zabava? Matic Strojnek, zdaj pa dovolj. Sem ti povedal, da zabave ne bo. Prav, no. Samo vedite, da bi se imeli čudovito. Janez Hiter, s Katko Nerodo sva imeli eno super idejo in sva jo tudi izpeljale. Ja, no, bolj pa lepo vejta, kaj sta naredile. Daj, Katka, ti povej. Z Ivanko Šivanko sta Božičku pospravile pisarno. Vedno ima toliko papirjev in pa toliko drugega dela, da sam sploh ne utegne. No, pa sta mu midve zložile papirje, pa pobrisale prah, Pa počistile okno in posesale preprogo. Bravo, škratke, boljše zamisli ne bi mogli imeti. Že vem, za nagrado pa bosta dobile duplo dozo kakava. Joj, kako super. Še nikoli nisem dobila nagrade za dobro opravljeno delo. Kako sem vesela. No, vidiš, Katka Neroda, kako dobro vplivamo mi na tebe. Malo še pa boš tak napredovala, da boš lahko zamenjala Janeza Sitnega, kateri ne pusti zabave. Janez Hiter, lahko grem pogledat Božičkovo mizo, že leta in leta je nisem videla. Janez Hiter, a lahko? Joj, spet, ne vem. Božiček ni naročil ne čiščenja, ne pospravljanja, tako da ne vem. Jo, Janez Hiter, ne bodi tako beden, samo malo bi pogledali. Ja, dobro, no, potem pa vam naj bo. Potem pa pojdimo. Kosmatih polarnih medvedov z šapkami. Božiček ima čisto nov računalnik. Poglejte, še zaslon ima na tač. Pa Matic Strojnik, ne dotikaj se ničesar, da ne boš česa pokvaril. Janez Hiter, jaz, da bi pokvaril računalnik.
Pa to je vendarle nemogoče. Poglejte raje, kako sva počistile pisarno. Ja, vse je čisto. Niti drobtinice prahu ni več. Ja, pa Katka, Neroda, pa pazi malo, no. Joj, pa nisem za nalašč. Škratki, poglejte, kaj sem našel na Božičkovem računalniku. Seznam pridnih in porednih otrok. Poglejte, kako se ves čas spreminja. Kako to misliš, da se ves čas spreminja? Ja, to pomeni, da takoj, ko otrok kaj ušpiči, se to vidi na seznamu. Če je otrok zelo poreden, se njegovo ime na seznamu pridnih otrok izbriše in se pojavi na seznamu porednih otrok. In obratno, če je otrokovo ime na seznamu porednih in če čez čas poboljša, se potem otrokovo ime pojavi na seznamu pridnih otrok. Tako je. Veste, koliko let smo porabili, da smo spostavili to mrežje. Daj, Matic Strojnik, poglej, če se kaj spreminja. Res me zanima, če je otrok ušpičil že kakšno neumnost takoj po Božiču. Da, umakni se, bom jaz pogledal. Joj, veste kaj, mislim, da tega pa res ne bi smeli početi. Božiček bo jezen kot polarna lisica. Da, Jana Smetana, daj še jaz vidim. Pa jaz se tudi videla. Joj, škratke, kako ste radovedne! Jaz pa še vedno mislim, da tega ne bi smele delati. Shranite to, kar imate in ugasnite računalnik. Janez Siter, ta gumb, kaj ne? Joj, ne, Jana Smetana. Izbrisala si seznam pridnih otrok, joj. Daj, Matic Strojnik, pridi poglej, kaj sem naredila. Oj. Krščenje Nemček, jep. Seznama ni. Vsi otroci so sedaj na seznamu porednih. Ne, Jana Smetana, kaj si naredila? Nisem za nalašč. Joj, ne in ne. Če bi me vsaj enkrat poslušali, se to ne bi zgodilo. Božiček bo ponorel, to je prvo, potem nikoli več ne bo šel na počitnice, nikoli več mi ne bo pustil, da bi vodil to škratovo deželo. O ne, kot sem že rekel, ta prekleta tehnologija. Čakaj, bom jaz še pogledal, če lahko kaj storim. Oj. Krščenje Lenče Kosmati. Joj, Matic Strojnik, upam, da popraviš. Zagotovo bo cela Škratkova dežela mislila, da sem to jaz storila. Potem pa res lahko odidem s severnega tečaja. Ja, saj si kriva ti pa Ivanka Šivanka. Če ne bi čistile, sploh ne bi bili tukaj in se to ne bi zgodilo. Ja pa saj poleg vaše se bi bo zmešalo. Janez Hiter, zdaj pa nehaj. Katka Neroda sploh nič ni kriva. Sploh ne vemo, če smo dejansko izbrisali seznam. Z tega, ja. Seznama ni. Če bi mi imeli zabavo, se nekaj tak groznega ne bi zgodilo. Božiček bo nas vse odpustil. To moramo urediti. Brez seznama pridnih otrok Božiček več nikamor ne bo šel. Nikogar več ne bomo obdarili za Božič. Nikoli več ne bom pekla piškotov. Nikoli več ne bom šivala kapic za otroke. Gospa Božiček bo tako zelo razočarana nad nami. Ja, škrat je. Ne moremo kar tako obupati. To moramo popraviti. Vse pa, če so otroci pridni, bodo prišli nazaj na seznam pridnih otrok, ne? Ja kako, če seznama ni? Ja, bomo pa naredili novega. Saj pa imamo Matica Strojnika, ne? No, Tic Strojnik. Zdaj se pa zberi in pa popravi to zmedo. Nihče drugi v celi Škratkovi deželi se ne spozna tako dobro na računalnike kot ti. Lahko pa še pokličeš Vinka Vijačnika v Kanado. Mogoče pa ti bo on vedel pomagati. To pa bo, ja. Ne vem, če mi bo uspelo. Ne vem. Seveda ti bo uspelo, Matic Strojnik. Daj no, dvigni to debelo Škratovo rit in pojdi za računalnik.
Matič strojnik, 300 kosmatih polarnih medvedov, zdaj pa dovolj, pridi, gremo za računalnik in pa popravi to zmedo. Tako, škrat je za nas, pa imam drugo delo. Ja, kaj bomo pa delali? Saj se nihče od nas ne spoznal na računalnike. Zato ne potrebujemo računalnika. Potrebujemo samo Janeza Hitrega, list papirja, kulico in pa malo koncentracije. Ja, kaj bomo napisali? Sami seznam pridnih otrok. To lahko pišemo leta in leta, pa ne bomo končali. Ne, imam boljšo idejo. Vsem otrokom bomo poslali pismo, kaj morajo narediti, da bodo prišli nazaj na seznam pridnih otrok. Saj to pa vemo, kaj ne? Ja, pridni morajo biti. Točno tako. In kaj morajo delati, da bodo pridni? Kaj vse lahko storijo? Lahko, na primer, namesto staršev pomijajo posodo ali pa babici pomagajo pomesti hodnik. No, kaj še škratje? Pomagajte mi. Ja, v šoli lahko spečejo pecivo in jih razdelijo med prijatelje. Točno tako. Janez Hiter, izvoli list in kulico. Zdaj pa piši. Ja, samo čakaj, misliš bo samo to dovolj? Seveda bo dovolj. No, škratje, kaj še? Sošolcem lahko pomagajo narediti domačo nalogo. Vedno lahko rečejo hvala in prosim. In oprosti, če storijo kaj narobe. Super! Janez Hiter, pišeš? Ja. Lahko si tudi vsak dan pospravijo sobo. In vsako večer si naj umijejo zobe. Uspelo mi je! Seznam je nazaj. Joj, super, Matič strojnik. Zdaj pa moramo samo še navodila za pridnost poslati vsem otrokom, da bodo čim prej nazaj na seznamu pridnih otrok. Ne morem verjeti, da nam je uspelo. Bravo, Katka, uspelo ti je. Vsi smo upali, samo ti si vztrajala in nam pomagala. Obljubim, Katka, da se bom potrudil, da boš lahko ostala v naši delavnici. Mislim, da potrebujem pomočnico. Poglejte, škratki. Prvi otroci že prihajajo nazaj. Joj, kako sem vesela. Najraje bi kar zaplesala. Pa jaz! Potem pa dajmo. Božična je ligla na zemljo, spet srce srmi nad skrivnostjo to. Glej, sam Bog prišel, je na grešni svet, nas odrešiti nebesa vsem ljudem odpret. Božič je, veselimo se, v jaslicah na slavnici Božje dete spi. Božič je, veselimo se, v jaslicah na slavnici Božje dete spi.
Zvezde sivajo, noč božično to, angeli ljudem mir oznanjajo, in uspavanko nežno zapojo, da vidite v jaslice zaspalo prav sladko. Božič je, veselimo se, v jaslicah na slamici Božje dete spi. Božič je, veselimo se, v jaslicah na slamici Božje dete spi. pripeljati igro in koncert do konca. Hvala vsem, ki ste nas prišli pogledat in nam s tem, da smo napolnili dvorano, dali voljo in zagon za nadaljnje delo. Za vse otroke v dvorani pa imam še zelo pomembno novico. Ravnokar so nam sporočili, da je k nam prišel Božiček in za vse prinesel majhno darilo.
Po končanem obdarovanju vas vse skupaj vabimo, da še nam malo ostanete in se potaskate z dobrotami, ki so izpekle naše gospodinje, ter se skupaj še malo poveselimo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Janez Hiter, pridi pogledat, koliko otrok je v tej dvorani. Ho, ho, ho. A misliš, da so pridni? Pogleda se znam. Jaz sicer s tem ne vem delati, samo mislim, da so. No, jaz tudi mislim, da so. Tako da pokliči naše škratke, da prinesejo darila.